In pol vidim, se pripeljajo 3 ženske iz skidžeti in lepo na skidžetih cigaret pržgejo, otresajo tisti pepel kar v morje in čik tudi vržejo kar v morje. Poglejte, kako si mamin sinko naredi zjutraj jajčka za zajtrk. Ljudje, sprašujem se, zakaj spet iščem probleme. Žalost tole od kalamarov. Še 2 kosa kruha sem mogel doplačati, da mi dajo tega majhnega. Tako da tukajle mene ne bojo več videli. Splačalo se je mal potruditi pa voziti po tistih makedanskih cestah pa iskati en tak lep kotiček, da ga boš dobil. Lejte, jaz sem ga dobil tukajle po telemle borovcem. Pozdravljeni, dragi gledalci. Evo, jaz sem prispel na morje v Šilo. Tukajle v teli hiši, ki vidite, imam apartma. Taka lepa sosedska. Lejte, tle sem avto parkiral. Tukaj ta hiša ima 4 apartmaje. Jaz sem v spodnemu, kar je super, da je malo hladnejši, zdaj, ki je vročina. Če si pa polet, je pa boljš, da si zgoraj, ker je pa boljši razgled iz terase. Evo, da vam zdaj pokažem, jaz ta moj apartma. Jaz tukaj hodim, že prvič sem bil leta 2015, ne, 14, 12 let nazaj. No, kje ćemo začeti? Tukaj je spalnica, tu je apartma za 2+1, 2+2, tule je kopalnica, WC, no, tule je dnevni prostor, tule tako se lahko raztegne, pa lahko tukaj še 2 spita, ne. Evo, kuhinja, no, tole lejte pa terasa. Zdaj tle ni razgleda, ker je pač drevje, odgor pa imaš lep razgled, dol. Ampak gledajte, pa lepo fino v senci, tukaj fino, lahko malcaš, ješ, noben te ne moti, tam na drugi strani te je stena, ne. Tako da, gledajte, preprost apartma, ki je super, ultra čist, gospa šefica sama čist, pa cena je zelo ugodna, glede na to, kolikor so cene na Hrvaškem podivjale. Tako da, če bi želeli ta apartma najeti, imate v opisu videa povezavo, kliknite in tam imate vse informacije, tudi kontaktirate lahko direktno lastnico, da ste pač kdaj bi prišli, za koliko časa in ona vam pošle ponudbo in na vas se pol rečete ja ali ne. Meni je super. Pozdravljeni, dragi prijatelji. Jaz sem šel majčkeno na vikend oddih oziroma podaljšan vikend oddih. Tukaj bom od petka do ponedeljka. Nastanje sem v Šilu, bom pokazal tudi apartma. In zdaj sem se šel pa najdeti svoj košček plaže ob morju. Moram reči, da ne razumem ljudi, ki zmeraj rinejo tam na neke mestne plaže, tam, kjer je treba in parking plačevati, gužva je. Glejte, jaz sem tale zaliv najdel, sicer ga že odprej poznam. Tamle, zdajle zadej sem najdel en tak senčen kraj. Možno je, da sem mogel kaj tudi premakniti, ker se bo sonce spremenil. Ampak glejte, to ljudje, glejte, to je užitek, ne. Mislim, glejte, nekaj teh čovnov je, bo kdo rekel, gužva. Ne, glejte, tamle plaža je čist prazna. Tako da, res ne razumem mene, ki v gužvo rinete. Sej fino, so pol takili kraji za nas. No, pot dol gre po takih potkah.
ampak to je malo problem. Drugače pa veste, ta von, ki ga vohaš poletje, pa te borovci, pa vse to, kar je noro dober. Preden sem šel sem s prtljago, sem že prej raziskat in sem najdel tamle en lep plac v senci, ampak ker me pa 15 minut ni bilo, je pa nekdo drug zasel. Mislim, čisto normalno, tisk, ki prvi pride, tisk ima pravico. Ampak gledajte, jaz sem še boljši plac najdel. Tukaj, gledajte, čisto pod borovčkom, malo na višini. Gledajte, tukaj, da imam za vse, pa lahko knjigo berem, gledam naprej, tamle morje. Zdaj, prvo, kar bom pa naredil, grem pa v vodo, ker... to sem pa čakal. Mal se je oblačno naredilo, ampak tudi že ura je mal čez 5 in jaz zapuščam tale čudoviti zalivček. Zdaj so tudi ljudje šli, ne, lejte, kaj je tle fantastična senca, če prideš ta prav cajt, ne, da dobiš ta plac. Rečemo, lejte, tlele, ne, tlele je super, tamle sta dva, celo malo zakampirala, imate lepo misco, jesta, sedita, dol gledata, fantastično, ne, tlele je fino, a res fino, ne, lejte, kakšna tamle super plaža, tudi tamle, ko sem jaz bil, ni slabo, mislim, to je ljudje, en sam užitek, vam povem. No, preden grem, bi pa še nekaj povedal, ne. Včeraj sem nekje prebral, da so v Italiji prepovedali, da ti na plažo prineseš sendvič. In sem bil ful, se rekel, kaj tu ljudem propovedujejo, samo hočejo vse zaračunati in tako naprej, ne. In tudi ne takole, ne, tudi Hrvatje, ki zapirajo kakšne stranske ceste, take kolovozne, ki te pripeljejo v takele lepe zalive, pa to, pa mi tudi tu se ne zdi prav, ker pač si rečem, mislim, pa ne moreš ljudem vse zaračunati, tudi zraka v končni fazi, ne. Ampak danes, ko sem pa tlele na plaži bil, pa videl par stvari, sem pa začel razmišljati, da razumem, zakaj se to dogaja, ne. Dajte, sendvič na plažo, ne. Ja, vzame sendvič na plažo, pa ti spovinil pol vrže na plaž, pusti pa to. Dajte, tlele Hrvaška, ki je znana kot dokaj čista destinacija. Ja, lejte, tamle v tistem ta lepem zalivčku, ki sem bil, mislim, na vsake 5 metrov neka svinarija. Ali je tu neka papirček od čokolade, ali neki povinil, ali papirnat robček, ali vlažilni robček, mogoče tudi kakšen od sendviča, ki je noter zavit, ne. No, da ne govorimo o čiku. Kako je tu čiku? Mislim, to je treba kajenje na plažah, je treba prepovedati. Meni je bolj nagraužne stvari, kot tisti čiki po plaži. Katastrofa, če mene vprašate. Vem, kadilci bodo rekli, kaj se ti pa zdaj en čik grauža. Meni se grauža in meni se nobena stvar ne grauža tukaj čik tam na plaž. Ne? In pol vidim, se pripeljajo 3 ženske iz ski-jeti in lepo na ski-jetih cigaret pržgejo, otresajo tisti pepel kar v morje in čik tudi vržejo kar v morje. No, tu so bile neke Poljakinje, te so mi tudi malo pokvarile dan, ne. Pol so musko začele na polno nabijati, mislim, daj, če ti poslušaš, daj, neko normalno glasnost, ne pa da še 100 metrov stran se šliš, ne. Pa glasne bile, vpile, pijane. Si rekel, pa kje ste od 2000 kilometrov tele jadranske obale,
Pa kje ste glih teh 50 metrov duble, da ste tleh mejem prišle? Bog se usmil, sem si rekel. V takih primerih se pa kar malo potolažem, si rečem, Madonna, če pa imajo tele ženske dece, pol je pa meni veliko bolj, ker sem samski, ker pa tisti deci, ki tole imajo. Mislim, nobene kulture. Cigaret v gore kvržeš v morje. Ja, Bog se usmil. Mislim, da je bilo to v Sloveniji, pa v Tupet bi jo šel. Tupet tle pa zdaj neke Poljakinje so bile po mojem, tudi one ne znajo angleško, jaz ne znam, kaj če se zdaj s tem ženskam pregovarja, tam 40-45 so bile, lahko bi imele že kakšno pamet. No, in zaradi tega pa pol zdaj mogoče malo bolj razumem tele zakone, ne? Prepovedano sendvič, prepovedano vse na plažo nositi. Ja, zato, ker ljudje so svine in pustijo ke svine. Če bili vsi taki, ke jaz vam garantiram, od mene ni na plaži nikoli še ostalo, ma niti pikice, niti en najmanjši papirček. Ne? Tu pa kar svinjajo. In tamle, ko sem rekel, nekaj sta se dva par lepo mesecev dala, pa tako naprej, ne. Super, nimam nič proti. Sam, če bo to vse za seboj pospravila. Če pa zdaj tu, ne, tudi tu moraš pasati, veter piha, da ti ne bo zdaj veter kaj odnesel, ne. Lejte, to je narava, tu zdaj tlele, lejte, ne, evo, lejte, če tlele noter, tamle gor nima, tamle gor sta eno plastenko tlele dol odnese, pa pločevinko, ja, tu bo ja, enkrat, ko bojo veliki valovi, bo morje, v morje, pa pol bo morje, ne vem kam odneslo. Lejte, jaz sem bil v Indoneziji 7 let nazaj, pa sem bil še 2krat prej v Indoneziji. Ta drugič, ko sem bil, to je bilo leta 2005-2006, iz 2005 na 2006. Smo bili v enem kraju na otoku Flores, Lamburbajo se imenuje. In smo šli na turo z ladjico za 3 dni, po otokih, vse. To je bila neokrnjena narava, 15 let kasneje, ko sem šel, vse plaže zasvinane z plastiko, koralni greben, korale, vse lepo, pokomes pa vidiš plastenka potopljena, flaša potopljena, vrečka plava. In ne samo to, na odprtem morju vidiš, ko svinjarija plava. Ko se pa pripeleš v ta kraj, ko smo se z ladjo pripeljali, zdaj nazadnje, ko sem šel, v ta Lamburbajo, to je sama svinjarija po morju plavala. In lejte, to se je naredilo v 15 letih. In tako se bo tudi naredilo, če ne bomo tu pazili, ne. In kdaj se pizdimo na neke zakone, ki jih spremejo, sej bodimo iskreni, največkrat so te zakoni sprejeti zato, da bi mi še več denarja pustili, da bi tam une občine še več zaslužile, da bi si župani lahko dali še večjo plačo, da bi lahko še več pokrali in tako naprej. To je res. Ampak, lejte, kdaj je pa tudi res, kar more? No, jaz pri tej zadevi vidim rešitev za Hrvaško čisto enostavno. Če ti odvržeš papirček, da pustiš neko smet na plaži, pa tudi če ti jo veter odnese, dec za no, 5000 evrov kazni. Prvič, ta drugič pa 15. Če te že imajo v sistemu, si že enkrat plačal, ta drugič 15. Zaposlite 1000 inšpektorjev, ne grejo na plažo, sedijo, pa samo gledajo in kaznujejo. Pa veste, kako to bi pol po celi Evropi časopisi pisali. Dobil na Hrvaškem 10 000 evrov kazni.
Super, da bi tu pisali. Verjemte, smeti na plažah bi kar naenkrat bi zginile, ne bi nobene bilo. Pa seveda tu pa sploh ne vem, kaj se še čaka. Prepoved kajenja na plaži, tu je pa čista prva stvar, ki jo treba narediti. Tako da nisem mislil, da bom tu dolg, bom to povedal, ampak sem mogel povedati. Dajte pa vi povedati, kaj vi v tem mislite. Se strinjate z menoj? Sem bumbar, da čist narobe mislim. Eni mi boste pisali, da kratam človekove pravice, ker sem tako strog. Ne, ljudje, naravo imamo samo eno. In ko jo bomo zasvinjali, je konc, bolj se tu niti ne da več očistiti. Morja so nekje tako zasvinjana, da če se neha onesnaževanje, se jih ne da več očistiti. Oziroma bi tu trajalo par 100 let, da bi tu narava očistila. Zato mislim, če pa kaj moramo paziti, moramo pa naravo paziti. Ne? Tako jaz mislim, napišite pa še vi, kaj mislite. No, tukaj sem parkiral moj avto. Je kar plet za parkiranje, ni problem. Drugače pa, da vam še povem, kako se imenuje ta kraj, da boste vedeli. Imenuje se Uvala Murvenica, tako da boste vedeli, ne. Imate tudi tle dol še, je pa vidite cesta, je pa takale makedamska, vam bi bom mal med potjo pokazal. Tlele je cel kapav tu, pa ne vem, kako je ti zakon, da ne smeš registraciji pokazati. Ne vem, kdo se tu spomnil, se moram tu pozanimati, pa imam malo problem snemati. No, toliko, da si boste predstavljali, kakšna cesta je, ne. Takale. Meni je čisto okej, verjamem, da pa komu ni, ne. Tako da iz Šila približno, bom rekel, dobrih 5 minut takele ceste, čist počas se peleš, pa si tukaj. Žalost tole od kalamarov. Še 2 kosa kruha sem mogel doplačati, da mi dajo tega mejhnega. Tako da tukajle mene ne bojo več videli. Tole je pa meni osebno najlepši kraj v Šilu, tale pol otok. Mogoče tudi zato, ker me tole spominja na neke ljubezenske zadeve. Tukaj sem bil za napunco enkrat. Pa mogoče mi tudi zato malo všeč, ampak nisem to. Tole je res, res lepo. No, še da vam povem, da tam, ko sem jedel tiste kalamare, ne, sem me v slabo voljo spravil zaradi tistega kruha, ampak kalamari pa moram reči, da niso slabi bili. Je bila pa to zelo, zelo majhna porcija, tako da to je pa žalostno. Bom še jutri pa kam drgam, pa bomo primerjali. Dobro jutro. Poglejte, kako si mam in sinko naredi zjutraj jajčka za zajtrk. Pa se bo en mrzel brezalkoholni črni radler. Evo, takole terasca. Lepo fino pojem. Pogrem pa lepo nekam na plažo v senco. Uživati, brati knjigo, razmišljati. Tako da še en lep dan je pred mano. Zdaj se grem pa kopat. In čeprav sem bil v Šilu, po mojem, že ne 15-krat, nisem nikoli nekaj posebej raziskoval telih plaž osamljenih v smeri Klimna, zmrnke proti Vrbniku. In zdaj se tle nekje vozim, ker so tukaj ene lepe plaže, bomo videli, če bomo kam prišli. Preveč sem bil optimističen. Evo, nehalo se je. Sicer sem pred 12 leti tukaj enkrat šel s kolesom, se spomnim. Tako da ni, tako da, veste, kaj bom zdaj naredil? Šel bom v Klimno, pa bom iz Klimna šel proti Šilu. Ali pa še obstaja ene alternative, bom probal najdeti. Ljudje, tlele bo pa kar mal izziv obrniti, lejte.
tle ful strmu gor. Ja, tlele bom še malo, pa bom večkrat popravil, pa bo menda nekako šlo. Ne bo pa čisto enostavno, sigurno ne. V bistvu je šlo veliko lažje, kot sem mislil. Ampak zgledalo pa ni enostavno. Gremo dalje. So pa tukaj eni ljudje šli peš, ker tukaj je ena uvala. In po slikah sodeč zelo lepa, je še nisem bil, tako da se tle peš da dol prideti, ne. Samo kje avto parkirati. Če ga boš tle, ti bo še kdo težil, tako da neč gremo kar nazaj. Ljudje, sprašujem se, zakaj spet iščem probleme. Zdaj ta pot, od katere sem prišel, ne, tle nazaj ni možno priti. Ker sem šel v dolino, sem videl, da pač dol lahko pridem, ampak gor pa ne bo šlo. Sicer veste, tle, ko opazujem tole vse tle, zdaj se ne vidi dol, tam mora biti neke lepe stvari. Ampak zdaj, če bo cesta dol prišla, oziroma meni je najbolj važno, da bom sploh prišel v Klimno, moram priti, se pravim nazaj, ker sem šel v dolino, je bilo tukaj jamasto, tukaj strmo, da ne mogoče, da pridem, ne. Tukaj sem bil živčen, da tudi posnel nisem, sem rekel, neč to sem hiter grem dol, že dol je bilo težko prideti. Ne vem, zakaj probleme iščem, res ne vem. Evo, raziskujem naprej, sicer z ungata hudga sem prišel, ampak sem še naprej rinil in glede, zdaj sem tlele srečal enega Italijana, in revež bo mogel iti kar nekaj v rikverc. Jaz bi mogel iti pa še več, pa tam je konc poti, še oba dva ne bi mogla obrniti, tako da živa groza. So pa tle dol, ke pogledaš, ful lepi zalivčki, mogoče kje ustavil pa šel dol. No, lejte, tukaj le ful lepo zgleda, ne, ampak lejte, jaz nisem videl niti ene potke ob cest, ki bi šla dol. Pa sem skozi gledal, ne. Zdaj sem tle še ustavil, če moram ustaviti, pa da kje vidim, pa ni. So pa tle čudoviti kraji, ki se pa zgleda sam s čovnom pride, ne. Pa lejte, tamle noter en kašen hud zalivček noter, si za čist mejhen, ampak ful hudo zgleda, tako da, res lepo. Ljudje, splačalo se je malo potruditi, pa voziti po tistih makedanskih cestah, pa iskati en tak lep kotiček, da ga boš dobil. Lejte, jaz sem ga dobil tukajle, po telemle borovcem. Lejte, tamle sem se zrihtal. Tole je pol otoček, oziroma to je skoraj otok, veste, ker moraš celo čez vodo je čez, da na njega prideš, če bi čisto tako gledali, ne. Vse, ki verjete, ni v plimi, pa je ne. Ampak lejte, tudi ne zdaj, če bi hotel biti še bolj v senci, bi lahko tukaj le šel. Ampak tole ljudje, kar vi zdaj vidite, to ni nič, to sploh ne zgleda tako dobro, kakor je res. Vam bom jaz, kam šel nazaj do avta, posnel, kje sem bil, pa boste videli, kako je tole pravlično. Polotok za temle borovčkom, res, neverjetno vam povem, neverjetno. Drugač pa res ne razumem jaz ljudi, ki hodijo na tiste mestne plaže, gužva. Ne razumem, zakaj se malo ne potrudite, pa tacga kotička najdete. Veste koliko? Mislim, toliko dobrega nisem najdel. Ta je najboljši. Boste pol videli, ker bom ga iz tam posnel. Ampak na tisoče je lepših kotičkov, kot tiste
plaže v mestu. Res, da so blizu, pa greste peš. Ampak zakaj ne bi pa tukaj šli? Lejte, tukaj pod Borovcem, v senci, gospod si. Ne razumem. Dober, razen kakšne moške bi morda razumel in morda tam bolj pa še kakšne punce, pa ženske gledajo v kopalkah. No, pa tudi kakšna ženska verjetno rada pogleda kakšnega mladega mišičastega postavenega, ne. Mene verjamem, da nobena ne gleda, zato tudi mogoče brez veze, da kaj hodim, ne. Ampak jaz tlele uživam, ne. Ja, in tudi, če še s kakšno žensko je tole šel, ne, jaz sigurno tlele pelem. Kaj bi bilo tu luštno? Mislim, če bi še kaj bilo, joj, kakšna bi tu bila romantika. Pa sej tu bi od jutra do večera se fino imel, ne. Lejte pa, en Rio Mare s seboj vzameš, pa ga tlele pomalcaš. Jaz vam garantiram, da v nobeni restauraciji ne more biti hrana tako dobra, kakor je tlele dober ali Rio Mare, ali sandvič, ali delamaris ribe, ali karkoli, ker preprosto taka je atmosfera, da boljša ne more biti. Zdaj pa vi meni povejte, ali imam prav ali nimam. Pa dajte v komentar napisati, a vi iščete tudi take kotičke, ali greste tam, ker je najbližji, ne. Dajte, sem tamle, če vam, sem tlele, lejte, če vam pokažem, ne. Lejte, tamle je svetilnik, tam so tudi ljudi, sem videl. So za svetilnikom senco iskali, ampak lejte, senca je tle tukaj boljša, ne. Pa lejte, če pogledamo, ne, lejte, tlele, lejte, jaz bi mogel iti z avtom, mislim, sem bistvu, sem čist blizu parkiral. Lejte, tlele kakšen lep zalivček. Pa tamle naprej še eden. Mislim, saj tega ni konc. Tako da, tole je res fenomenalno. Fenomenalno, lejte, to je plec. Eni ležalnike plačujejo, ne vem, 50 € na dan. Tam v uni gužvi. Ja, pa raj plačam tale plec, lejte, ki ga zdajle gledate, 100 €. Mislim, za tist ležalnik je 5 € ne bi dal, ne. Dober, razen spet, če hočeš biti v središču pozornost, kakšni mladi, če jo fantje punce osvajati, zastopam, da je tam mnogo boljš. Ampak drugače pa lejte, tole je nekaj vredno. Voda je fantastična, razgledi so fantastični. Mislim, zdajle je malo bolj pusto, je pa prej, ki pa sonce sije, veš, kako je to lepo. To sem gledaš, to sem gledaš. Znači, res uživam, res uživam. Kar težko mi je tudi tukaj, res. Tukaj mi je žal, da moram jeti, joj. Jeti moram pa zato, ker sem vam obljubil, da se bom v živo javil na YouTubeu. Tako da, če niste me gledali v živo na YouTubeu, me pogledajte, imate posnetek. Ja, če sem obljubil, moram jeti, drugače bi pa tukaj bil do noči. Dobesedno do noči. Bom pa verjetno še jutri šel semle. Zdajle boste pa videli, ko se odpravljam v avtu, ko bom pa z one strani snemal, boste videli, kako je to lep kraj. To je noro, 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 noro. Poglejte zdaj to, ljudje. To je, tamle sem bil po tistem Borovčku. A ni čudovito, In sem mu cel otoček zase. Noro dober, res. Res noro dober. Evo, tukaj sem pa mojega junaka parkiral. Mečkaj ne na cest. Lahko bi ga še malo bolj desno stisnil. Ampak gledajte, čisto komod so ljudje mem šli. Tako da je čist okej. Dobro jutro. Danes žal odhajam domov.
Z apartmaja sem šel že ven, ampak sem se šel še malo sprehoditi tukaj, tako, da se malo poslovim od tega šila, ali kako bi rekel. V opisu videa najdete povezavo do enega videa, ker je tale lep kraj, ki vam ga zdaj kažem, posnet z dronom. Tole, ki zdaj vidite, je brez veze. Ko boste videli, boste pa rekli, wow, kaj je to dober. Zato tu ne pozabiti, jeti pogledati, boste navdušeni. Da vidite, tukaj pa šilo, tamle sem se po včeraj vozil po tistih cestah, tamle, pa pol tamle čist, tamle, nekje na sred, tam sem se kopal. Ma celo vidim borovček tamle, ki sem bil. Sej, malo gruntam, da se šel tudi danes. Bom še videl, kaj bom naredil. Nič, sem se odločil, da ne grem še domov. Mislim, grem danes, ampak sem rekel, ta dan še malo izkoristil. Verjeten je to moj zadnji dan letos na Jadranu, na morju, ker če grem septembra na Camino, pa se vrnem tam sred oktobra, pol ne bo več časa, pa že vremena ne bo. Zdaj en mesec moram biti doma, zaradi dopustu v firmi, tako da sem en mesec doma. Tako da, zakaj ne bi tega dneva izkoristil? Pa sem razmišljal, kaj čem delati, vse kam naredil. Jaz se rad vozim in sem kar z avtomačkem zapeljal po Krku. Po nekih lepih krajih, ki sem jih sicer že 100-krat videl, ampak zakaj jih ne pa še enkrat? Lejte, boljška pa da doma sedim, pa delam. Ejte, tako da bom kar šel malo okoli in se veselim. Glejte naprej, boste videli par lepih krajev. Tole je pa edini parking še v Šilu, kjer lahko brezplačno parkiraš. In zanimivo, da ob 11. zjutraj, da je še prosta mesta, so sred julija. Tisle tamle od zadke vidite je kamp Tiha. Tle kontrastran je pa tam, ki sem jaz bil, tako da tamle na stran pa Crikvenica. No ja, nimam sreče, zapeljal sem se do Stare Baške, sem rekel, na kavico grem, pa takle slaporeme, tam en lokalček je ful dober gor na hribčku, samo je zaprt tisti njihov vrt, ki tu vse piha, dež gor pada pa to, tako da ne vem, mogoče bom najdel kakšen drug plac, da eno kavico saj spijem. Ja, neč, bomo videli, kaj bo. Dragi gledalci, tole je Uvala Skot. Lejte, tamle je most, vidite? Na Krški most. Tukaj je malo marince. Tlele pa je, vidite, tole je pa tukaj, kar sem jedel. Tukaj imajo, rečemo, kalamari 14 €, priloga 3 €, ampak, kot ste videli, dobre porcije, okusno zelo. Jaz zmeram tukaj jest, ker je res dober. Tako da, lejte, tole pa siguren lahko priporočam. Nič, zdaj pa žal domov. Za mano so dobri 3 zelo lepi dnevi, ampak žal, tu domov je treba iti. Grem pa kar težko.